Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe die erfreuliche Aufgabe, das Programm des heutigen Nachmittags zu eröffnen bzw. fortzusetzen. Sie werden aus den bisherigen Diskussionen schon entnommen haben, dass wir in einer ganz interessanten Zeit der Herausforderung sind, vor allem auch deshalb, weil zumindest die Regierung in ihrem Programm eine Reform des Volksgruppenwesens und eine Auseinandersetzung mit den ethnischen Minderheiten in einer Demokratie angekündigt hat. Und ich glaube, dass dieser Augenblick sehr geeignet ist, dass wir uns auch mit unserer Veranstaltung und unserer Diskussion in einem erhöhten Maß in eine öffentliche Auseinandersetzung einbringen. Sie wissen, die Politik ist heute eine faktenbasierte Politik. Das heißt, wenn man über die Reform eines Bereiches redet, muss man also zunächst einmal die Realität in ihren Fakten beschreiben. Und das ist primär eine Aufgabe unserer jetzigen Diskussion, die wir beginnen, daher auch der Titel Volksgruppensituation in der Praxis. Ich glaube, es ist für die zukünftige politische, wissenschaftliche Diskussion und gesellschaftliche Diskussion wichtig, dass man die Realität und die praktischen Probleme erkennt und analysiert. Also das ist primär der Zweck. Wir haben zu diesem Zweck erfreulicherweise 3 Persönlichkeiten anwesend, die von ihrer Geschichte, von ihrer beruflichen Herkunft und von ihrem tatsächlichen Wirken her außergewöhnliche Kompetenz haben und, glaube ich, dazu Entscheidendes sagen können. Ich würde Ihnen vorschlagen, dass wir zunächst diesen Tagesordnungspunkt mit 3, wenn es geht, relativ kurzen Referaten beginnen und dass wir dann in einer Diskussion mit dem Auditorium versuchen, manche Dinge weiterzuentwickeln, auch kritisch zu hinterfragen. Ich möchte Ihnen vielleicht zunächst einmal die 3 Herren ganz kurz vorstellen. Es sitzt hier zu meiner äußersten Rechten der Herr Kollege Valencic, der unsere Zusammenkünfte ja ganz gut kennt, der ein ausgewiesener Wissenschaftler ist, mit mehrfachen Publikationen in der Frage der Europapolitik, aber auch also vor allem der Problematik der ethnischen Minderheiten. Er ist Professor in Laibach und in Nova Gorica an der Universität jetzt. Und der wird also beginnen mit einem kurzen Überblick und einem Vergleich Kärnten und Slowenien, wie war es und wie hat es sich entwickelt und wie stehen wir heute da. Der zweite, den ich sehr herzlich begrüßen darf, auch ist der Professor Peter Jordan, der, das habe ich jetzt selbst erfahren erst, aber ich möchte es doch sagen, der Kärntner ist, ob zwar sein Name untrennbar mit der Österreichischen Akademie der Wissenschaft verbunden ist, wo er ja über Jahre hin ein Institut geleitet hat. Das nicht geleitet. Oder Sie an einem Institut tätig war, das also in seiner Arbeit unglaublich viel auch zu unserem Thema beigetragen hat. Auch er wird in einem Referat sprechen und am Schluss, ich glaube, ich brauche ihm nicht näher vorstellen, ist unser Freund Valentin Inzko am Wort. Jemand, der, glaube ich, eine Erfahrung aufweist. Ich kenne in Österreich kaum jemand, der sie in dieser Breite und Komplexität hat und der dann sozusagen auch versuchen wird, die Perspektiven für mögliche zukünftige Schritte zumindest kurz zu skizzieren. Das ist mit Ihrem Einverständnis bitte der Ablauf der heutigen Sitzung. Und Herr Kollege Valencic, ich darf Sie zunächst bitten, wenn Sie mit Ihrem Referat beginnen. Es ist vielleicht, glaube ich, besser nicht für die Dolmetscher, wenn Sie vom Pult sprechen, ja? Bitte, wenn Sie dort vom Pult sprechen, bitte. Lep pozdrav vsem skupaj. Najlepša hvala najprej za vabilo. Sem vesel in počaščen, da sem lahko danes tukaj. Organizatorji so me prosili, naj v svojem referatu se nekoliko zazrem v čezmejno sodelovanje in tukaj nekako čim manj izhajam iz nekih teoretičnih predpostavk, ampak naj nekako poskušam predstaviti različne vidike sodelovanja v praksi. Moram iskreno povedati,
da ta naslov, ki sem se ga zastavil, mogoče ni najbolj odraz tega, kar dejansko imam danes namen povedati. Namreč ne čutim se najbolj poklicanega, da bi danes modroval o sodelovanju med Slovenijo in Koroško, ker marsikdo o tem veliko več ve, ampak bi želel nekako kakšno besedo povedati o sodelovanju na slovensko-italijanski meji, posebej med obema goriškima, kjer tudi jaz prihajam in nekako o tem to bolj z prve roke živim, pa tudi mogoče se še malo ozreti v zgodovino in pa v kakšne dobre prakse po Evropi. Zdaj, seveda pri svoji predstavitvi bom seveda izhajal iz slovenske perspektive, pa tudi seveda nekako ne tako, da bi vsakdo iz Slovenije mogoče na stvari gledal tako kot jaz ali se strinjal, ampak nekako prosim razumite to kot eno iztočnico, kot eden od pogledov in predvsem kot neko izhodišče za diskusijo o teh tematikah. No, za Slovenijo, torej katere vidik lahko najbolj jaz predstavljam, seveda ne vidik države, ampak vidik skupnosti, lahko rečemo, da je vsekakor čezmejno sodelovanje neka zelo pomembna stvar, ki izhaja že iz samih temeljev, že od začetka Slovenije, to ni bilo nikoli pod vprašanjem, ampak seveda treba je zagotovo poudariti, da to se ni začelo z osamosvojitvijo Slovenije leta 1991, ampak da seveda je tukaj nekako Slovenija podedovala neke iniciative in pobude, ki so bile že v jugoslovanskih časih. Ko gledamo torej na sodelovanje preko meje z vidika Slovenije, lahko tukaj nekako to razdelimo na dva vidika. Prvi vidik je koncept skupnega slovenskega kulturnega prostora. To je en koncept, ki je v Sloveniji dobro poznan, se o njem veliko govorilo, ampak je pa zanimivo, da se je ta koncept tekom časa nekoliko reformiral. Namreč začetek tega koncepta izhaja iz konca 80-ih let, torej še iz časa skupne države Jugoslavije, ko so takrat predvsem na akademskem nivoju v okviru takratne fakultete za politične vede in novinarstvo, današnje fakultete za družbene vede, si zamisli slovenski kulturni prostor kot prostor, ki povezuje torej Slovenijo kot del takratne Jugoslavije z zamejstvom in tudi izseljenstvom. Torej, to ni bilo mišljeno kot teritorijalni pristop, ampak kot nek duhovni, nematerialni. Torej, v ta koncept slovenskega kulturnega prostora so v teh prvih teoretičnih predpostavkah prihajali tudi recimo ameriški Slovenci, argentinski Slovenci in tako naprej. In kot rečeno, ker je bilo to predvsem nekako znanstvena osnova, je potem kot ta nek prvi odraz tega bil predvsem, da je takratna Ljubljanska univerza začela neke študijske izmenjave za profesorji slovenskega rodu, recimo, ki so takrat delovali v Ameriki in tako naprej, kar seveda marsikdo od njih je bil povojni politični imigrant in zato se je še takrat odprl ta vidik. Kasneje, po osamosvojitvi Slovenije, ko je ta koncept slovenskega kulturnega prostora dobil neko večji zamah, pa se je to omejilo predvsem na ta prostorski vidik Slovenije in zamejstva. Torej, koncept, kot ga danes razumemo, pa ne zgolj v teoriji, recimo zapisan je tudi v deklaraciji o sodelovanju Slovenije s Slovenci v sosednjih državah, ter v zakonu, ki ureja odnos Slovenije do slovenskih manjšin v sosednjih državah. Torej, ni več tukaj koncept globalni izseljenstva, ampak je mišljen predvsem kot povezovanje torej ljudi istega jezika, iste kulture, iste narodnosti, ki se prostorsko, teritorijalno stikajo. Preden pridem na drugi koncept, mogoče samo še en stavek o tem. Torej, to gotovo je stvar, ki se nekako obstaja, na kateri se gradi že 3 desetletja. Do letos poleti sem sam 2 leti preživel na uradu Slovencev v zamejstvu in po svetu kot državni sekretar in v tem času smo poskušali ta koncept skupnega slovenskega kulturnega prostora terminološko razširiti. Tako recimo smo v zakon o skladnem regionalnem razvoju Slovenije umestili tudi koncept skupnega slovenskega gospodarskega prostora, torej tudi to čezmejno gospodarsko povezovanje in udejanjiti tudi koncept skupnega slovenskega znanstvenega prostora, torej da bi se Slovenija bolj navezala na 3 inštitute, ki delujejo, 2 v Celovcu, 1 v Trstu in pa seveda tudi raziskovalce slovenskega rodu, ki delujejo recimo na avstrijskih, italijanskih univerzah in tako naprej. Kakorkoli, seveda vsi ti koncepti torej skratka povezujo na neki narodnostni, kulturni, jezikovni osnovi. Drugi koncept pa je nekako
ni samo en koncept, lahko bi rekli, je več konceptov, so pa koncepti, ki nekako si prizadevajo za boljše sodelovanje in boljše, predvsem sožitje sosednjih narodov. Torej, tam, kjer se narodi stikajo, zdaj nam je gotovo zelo blizu koncept Alpe-Jadran. Lahko rečem seveda, da je ta koncept na Koroškem še precej bolj prisoten kot v Sloveniji, nažalost. Torej, gre za prostor, ki seveda tudi zajema ta skupni slovenski prostor, ampak pogleda širše, torej ne gleda na narodno skupnost, na jezikovno skupnost, ampak na sosednje narode, na območje, teritorij, ki ima neko skupno zgodovino in na tej osnovi nekako, kako ustvarjati bolj kohezivno družbo, večje čezmejno sodelovanje. No, ena stvar, ki pa je tako zanimiva in se nekako zelo pogosto jo spregleda, je, torej vse odkar se je Slovenija kot država osamosvojila in nekako vedno ta, ko bi rekel, diskusija, kam Slovenija spada, ali spada v območje Srednje Evrope ali na območje Zahodnega Balkana, ampak zanimivo je, da ko se je Slovenija začela, takrat kot del Jugoslavije, ozirati preko meja, je pred tem konceptom regionalnega povezovanja na tem območju Alpe-Jadran je prišel že v ospredje ta koncept Srednje Evrope. Ne sicer točno v teh besedah, ampak recimo v 60-ih letih, ko je v Sloveniji zavel nekoliko bolj liberalen veter s takratno Kavčičevo vlado, recimo takratni ministri pripovedujo, recimo, da Kavčič nekako na teh zaprtih sejah je vedno poudarjal Slovenijo čim bolj umestiti na Bavarsko in na celoten sever Italije. In menda ena taka beseda, ki jo on zelo pogosto uporabljal na teh zaprtih sestankih, je bilo Srednja Evropa je duša Slovenije. To je ena taka zelo zanimiva stvar, kajti potem je kar nekaj let še preteklo, recimo, dokler je ta koncept postal tudi nekako bolj javno prisoten. In prav s tem konceptom Srednje Evrope je tudi ta fotografija, ki sem jo tukaj dal k tej prezentaciji, namreč kako pa razumeti Srednjo Evropo, seveda obstaja veliko uradnih definicij, ampak zanimiva je predvsem definicija, ki jo je podal eden izmed starost slovenske demokratizacije osamosvojitve, Ivan Oman, prvi predsednik Slovenske kmečke zveze, prve opozicijske demokratične države. Ta stavek pa je njemu povedal prvi avstrijski veleposlanik v Ljubljani, zdaj mi je ime ušlo, namreč on mu je rekel, in Ivan Oman je to vedno poudarjal, Srednja Evropa je tam, kjer na balkonih rastejo rože. Zdaj, to je ena zelo lepa nekako prispodoba, ampak ima tudi neko zelo stvarno osnovo. Torej, seveda, tam, kjer na balkonih rastejo rože, to pomeni tam, kjer je podnebje, klima podobno, to pomeni tam, kjer ljudje jejo podobno hrano in nekako, kar je danes že uveljavljeno prepričanje, hrana je karakter. Torej, to, kar jemo, v to se potem tudi karakterno s časom oblikujemo. Seveda, marsikdo bi temu lahko zelo nasprotoval, ampak to je ena taka, torej, od simpatičnih misli, ki potem lahko tudi potegne določene realne osnove, ki pa seveda zagotovo tudi ni vse, kar je. Torej, če se najprej ozremo nekoliko v to čezmejno sodelovanje v času pred osamosvojitvijo Slovenije, to je bilo tudi v naslovu nekako napovedano kot neka primerjava časa prej in potem, seveda si lahko zamišljamo, seveda nobenega dvoma ni, da je druga svetovna vojna seveda bila velika prelomnica in v letih po drugi svetovni vojni seveda je tako na slovensko-italijanski kot slovensko-avstrijski meji, in govorimo slovensko, seveda takrat mislimo tudi v slovanski meji, seveda je bilo mejno vprašanje prvo vprašanje. Ampak potem, ko so se te tenzije nekako ustalile in se malo pomirile, ker seveda drugače ni šlo, ker je življenje moralo iti naprej, se pa začnejo podpisovati tako imani maloobmejni sporazumi, katerih cilj je, da naj bi olajšali življenje ljudi ob meji. Zdaj, razlika med klasičnimi mednarodnimi pogodbami med državami in pa maloobmejnimi sporazumi je ta, da seveda mednarodne pogodbe nekako se sklepajo, temu se prav reče perpetualno. Torej, načeloma tudi sprememba recimo državnih tvorb, razpad držav, jih ne avtomatično izbriše. Torej, sploh mejne pogodbe veljajo za radicirane, torej da veljajo še naprej, medtem ko maloobmejne pogodbe so sklenjene za določeno obdobje in potem običajno je tako, da se določi, da se po takem obdobju tiho podaljšujejo za določeno obdobje.
recimo vedno, ko se izteče, je tiho podaljšanje za naslednjih 10 let. Torej, če nekatera od strani ne toliko časa prej javi, da noče podaljšanja, prihaja do avtomatičnega podaljševanja, torej ni novega podpisovanja. Zakaj je temu tako? Ker seveda tudi take malo obmejne pogodbe vendarle pomenijo nek poseg v suverenost neke države in zato se vse države želijo nekako obdržati nek izhod od tam. Ampak seveda, če so te pogodbe v obojestransko korist, kot je bilo pri teh pogodbah, ki so tukaj navedene, potem ponavadi do takih odmikov ne prihaja. Zdaj, zanimiva je tukaj ena taka, recimo primerjava, če damo odnosa do avstrijske pa do italijanske meje, namreč torej v obeh primerih se je to začelo v sredi 50 let, vemo, po smrti Stalina je prišlo do tudi prvih ohladitev, ampak z Avstrijo, čeprav takrat še zasedenim območjem, je prišlo do prvih pogodb predvsem glede upravljanja vodnih virov, torej glede Mure, Drave, torej koliko mora biti pretok vode, koliko se lahko tam ustvarjajo elektrarne in tako naprej. Medtem ko je do Italije takoj prišlo do pogodb maloobmejnih sporazumov, ki bi olajšali življenje ljudi, ki bi dovoljevali nek bolj ugoden režim prehajanja, tako na začetku z Tržaškim in Goriškim sporazumom se že uvede, da ljudje lahko prehajajo lažje meje, tisti, ki živijo na obmejnem območju, takrat se je temu reklo maloobmejno območje, kasneje z Videnskim sporazumom leta 1962 se je to še formaliziralo in je recimo za te ljudi, ki so živeli ob meji, veljalo, da so lahko 4-krat mesečno, torej enkrat tedensko prehajali mejo in tudi določene jasne gabariti, koliko uvoza je lahko brez obdavčitve, torej koliko se lahko uvaža. Seveda v tem kasnejšem obdobju, potem ko je v Jugoslaviji prihajalo do pomanjkanja, so nam poznane predvsem te zgodbe, ko so ljudje iz Slovenije prihajali čez mejo, ampak dejansko v 50 letih je bila ta trgovina in izmenjava dokaj enakovredna. Tako da recimo v Slovenijo se je takrat uvažalo agrume, belo tehniko in tako naprej, medtem ko se je številne recimo surovine izvažalo iz Jugoslavije v Italijo. Ena taka zelo velika na to prelomnica pa pride že v 60 letih, ki se potem kasneje v 70 letih formalizira in tukaj to poudarjam predvsem, da se vidi zelo jasno ta razlika med Avstrijo in pa Italijo. Namreč z Avstrijo nekako seveda se je štelo, da je z avstrijsko državno pogodbo mejno vprašanje rešeno in to ni bila prioriteta slovenskih vlad, ampak je bilo veliko vprašanje z Italijo, namreč leta 1954, ko je bilo ukinjeno svobodno tržaško ozemlje, torej neko umestni teritorij, ki naj ne bi pripadal nobeni državi, v takratnem posebnem statutu in v memorandumu meja še ni bila določena. Ampak je pisalo, da ima tam Jugoslavija civilno oblast in da ima ta teritorij v upravljanju. Torej ni šlo pa še zaradi suverenosti. In zanimivo je, da prav to kažejo ti zapisniki v času Kavčičeve vlade, je bila nekako ta ideja, to je treba začeti reševati, ampak najpomembnejše vprašanje je mejno vprašanje. Pri manjšini je cilj, da se ne poslabša, kar je bilo že doseženo, ni pa bilo v prvem planu neko bistveno poboljšanje, ker je prva stvar bila, treba je nekako mejo rešiti na ta način, da bo tudi mednarodno priznana. Kajti marsikdo takrat, vemo, v kateri smeri je takrat Kavčič mogoče zelo nežno razmišljal, kaj pa, če pride v Evropi do nekih sprememb, ali bi lahko bila ta meja osporavana in seveda vemo, katera od dveh držav bi v tem primeru bila močnejša. No, do te potem konca teh prvih idej je trajalo več kot 10 let, tako da potem leta 1975 so bili podpisani Odzimski sporazumi in takrat je bila meja dejansko določena, mednarodno priznana, zato tudi potem po letu 1991 tukaj ni prihajalo do nobenih sprememb, tudi Italija, razen kakšnih revizionistov, kot na primer trenutna zmagovalka italijanskih volitev in njeni prijatelji, ko recimo zahtevajo spremembe meja, ampak seveda to so politične izjave, medtem ko s pravnega vidika je bila stvar seveda mednarodno pravno priznana. Hkrati pa je Odzimski sporazum pomenil še en nadaljni korak glede čezmejnega sodelovanja, torej kot rečeno je nekako manjšinsko vprašanje takrat ostalo kar ob strani, namreč bilo je točno to določilo, da kar velja v posebnem statutu, torej leta 1954 se prenese tudi v Odzimski sporazum, ampak to je potem bilo še leta nekako bitk, kajti
po mnenju Italije je to veljalo tako po obsegu pravic kot po teritoriju in je štela, da to velja samo za Tržaško, medtem ko je jugoslovanska stran trdila, da seveda to velja zgolj glede obsega pravic, medtem ko se teritorij more razširiti po celotnem teritoriju, torej ne zgolj Tržaška, ampak tudi Goriška in Videmska, torej z drugimi besedami, da je celotna manjšina v tem varstvu, ampak lahko tako realno danes rečemo, da s tem ni uspela jugoslovanska stran, kajti glede Goriške je do določenih pravic prišlo preko odločb Ustavnega sodišča, medtem ko na Videmskem recimo je do dveh zaščitnih zakonov z leta 1999-2001 nekako veljalo, da se ni bilo uradno priznano, da tam živi slovenska manjšina. Torej, skratka, vidimo seveda, čeprav nekako v teh teorijah današnjih čezmejnih odnosov zagotovo velja, da so manjšine nek most, ki to čezmejno povezovanje lajšajo, je v tem primeru bilo tako, da se je nekako odločilo, da je manjšinska tematika manj pomembna kot določene druge stvari in se je dalo predvsem prednost ureditvi mejnega vprašanja in je bilo to, lahko rečemo, nekako v prvem planu. Je bilo to nekako najpomembnejši cilj takrat. No, je pa ta Ozenski sporazum časovno sovpada še z eno drugo stvarjo. Namreč leta 1974 je najprej Jugoslavija sprejela novo zvezno ustavo, nato pa tudi Slovenija svojo novo republiško ustavo in sploh v tej zvezni ustavi z postavitvijo federalizma je Socialistična republika Slovenija kot del Jugoslavije dobila določene pristojnosti na zunanje političnem področju, ampak seveda, ker to ni bila država, ni mogla komunicirati do drugih prestolnic. V prvem vrsti je predvsem to pomenilo povezovanje Republike Slovenije kot del Jugoslavije do recimo dežele Koroške, dežele Štajerske in Fulanije Julijske krajine. In ta stvar je takrat tudi kar precej nekako se uveljavila in seveda po osamosvojitvi Slovenije se je pojavilo eno zelo pomembno vprašanje, o katerem malo več kasneje, torej kaj pa sedaj, ko imamo na eni strani suvereno, sicer majhno državo, na drugi strani pa neke administrativne enote znotraj neke države, ki pa seveda nimajo mednarodno pravne subjektivitete. Tako da, če potem pogledamo na to obdobje čezmejnega sodelovanja, torej ne več malo obmejnega, ampak čezmejnega sodelovanja po osamosvojitvi Slovenije, seveda glede tistega vprašanja, ki sem se ga postavil na začetku, torej lahko kar takoj odgovorim, to ni velike dileme, seveda bilo je več sodelovanja po osamosvojitvi, ampak ena, lahko za našega vidika rečemo pomembna stvar je, da tukaj ne na eni, ne na drugi strani ni prihajalo do nekih osporavanj, ampak se je nekako to štelo kot samoumevno, da se nadaljuje na tem, kar je bilo že zgrajeno in potem seveda po letu 1991 se je meja še bolj odprla, pomembna prelomnica 2004 vstop Slovenije v Evropsko unijo, 2007 vstop v Schengen, ampak seveda zgolj odpiranje mej nikakor ni bilo vse, seveda na najrazličnejših področjih se je skozi vsa ta 30-letja gradilo to čezmejno povezovanje. Tako na tem obmejnem območju, kot če se pogledamo po Evropi, je seveda vedno nek pomemben vzvod, ki to spodbuja, Evropska unija. Torej, tako na tej normativni ravni kot z evropskimi kohezivnimi sredstvi, ampak ena stvar, ki se pa pojavlja nekako vedno vprašanje, je seveda, da ko mi govorimo o evropskih sredstvih, govorimo o nekem formalnem, lahko rečem celo sterilnem povezovanju. Tisto, kar je pa seveda vedno najbolj pomembno, pa je medosebni človeški odnosi. In to pa seveda več časa kot meja traja, bolj nekako težje je te odnose vzdrževati. Tudi seveda zato je pomembno, recimo tak podij, kot je bil včeraj tukaj, torej da so šole za obeh držav, kajti na koncu seveda velja to, da seveda tisto, kar dela neko kohezivno čezmejno območje skupno, niso neke velike ideje, ampak to vsakodnevno območje, torej vsakodnevno sodelovanje in poznavanje. Torej z drugimi vidiki bi lahko rekli, čim več skupnih tračev, čim več skupnih medijskih zvest, čim več skupnih pevcev, ki jih obe strani poznata in tako naprej. To so stvari, ki potem nekako držijo to duhovno bližino. In recimo to je ena stvar, ki tudi, če gledamo ne zgolj na vidiku čezmejnega povezovanja med regijami, ampak tudi seveda med povezovanjem matične države in neke svoje manjšine, to je tisto, recimo, kar je verjetno en izziv, ki tudi na tem slovensko
avstrijski ali pa slovensko-italijanski meji je danes še zelo odprt, torej kako delati čim več teh skupnih površinskih zgodb, ki potem nekako ustvarjajo to območje. No, prej sem že omenil to vprašanje, kako pa naj bi potekalo sodelovanje Slovenije z obmejnimi regijami po osamosvojitvi Slovenije. In Slovenija se je tukaj odločila ne za načelni, ampak za pragmatični pristop. Tako imamo recimo danes skupni odbor Slovenija-Koroška, skupni odbor Slovenija-Štajerska in skupni odbor Slovenije in Fulanijske krajine, pa tudi recimo za Bavarsko. In v vseh teh primerih je tako, da je na slovenski strani tej komisiji predseduje zunanji minister, medtem ko na območju regij glavari oziroma predsedniki. Zdaj, ta stvar nikakor ni samoumevna, to je, kar bi želel poudariti, namreč na eni strani govorimo o suvereni mednarodno priznani državi, na drugi strani govorimo o neki upravni enoti znotraj neke večje države in recimo to je, ko se je to nekako o tem debatiralo, so bili številni tudi nasprotovanja in pomisleki, da to pač z vidika ugleda države in mednarodnega prava ni optimalno, da to ne bi šlo tako. Ampak kot rečeno, seveda takrat je potem prevladal ta pragmatičen pristop, da je seveda v take komisije, take skupni odbori veliko bolj operativni, kot če bi bilo to med dvema prestolnicama in da bo dejansko veliko bolj olajšalo realno delovanje in kakršnekoli dosege. No, preden se zaključek ozrem nekoliko na to preomenjeno goriško območje, od kjer sam izviram, mogoče kot neko tako začetno motivacijo še en kratek pogled po Evropi. Torej, poleg seveda nekih, lahko rečemo skoraj da ad hoc povezovanj, torej ko se najdejo neki čezmejni partnerji in skupaj prijavijo nek projekt, ki potem pripelje skupaj neko zgodbo, znotraj Evropske unije delujejo tudi tako imenovane euroregije. Danes jih imamo 185, ampak zanimiva stvar je, da do razmaha teh euroregij je prišlo konec 80-ih let in začetku 90-ih. Torej, ko mi govorimo o teh velikih spremembah v Evropi, tukaj ni šlo zgolj za torej, ta padec vzhodnega bloka in to začetek bolj intenzivnega povezovanja vzhod-zahod, ampak dejansko lahko rečemo, da vse to nezaupanje, ki je trajalo iz tega območja, iz tega obdobja svetovnih vojn, je tudi med zahodnimi državami, torej med državami, ki so bile že skoraj da 40 letja ali pa dobra, več kot 30 letja, 40 letja demokratične, je nekako morala preteči generacija in pol, da je prišlo do tega povezovanja tudi recimo med številnimi drugimi državami. Recimo izjema tukaj tak prvi primer je recimo nemško-nizozemska meja, kjer recimo se je že konec 50-ih to začelo in kasneje so številni sledili in kot rečeno, potem danes pridemo do 185 euroregij, ampak niso pa vsa čezmejna območja, ki so zelo povezana, seveda niso nujno euroregije, ampak lahko tudi neka taka manj formalizirana povezovanja. In zdaj bom dal ne kot suho zlato, ampak kot neko istočnico primer povezovanja na švedsko-finski meji, tukaj ne velja za celotno mejo, ampak za eno somestje, ampak to pa je tisto, kar sem na začetku rekel, da bom nekako poskušal čim manj biti torej teoretičen, namreč to je pogled iz daljave in potem, ko bom to preslikal na območje obeh gorišk, bomo lahko videli, kako zelo veliko stvari mogoče oddaleč detajlov ni vidnih in če nisi del tega območja, jih ne moreš videti. Torej, za dve somesti, Tornjo in Hapardo na Finskem in Švedskem, velja, da sta že v 60-ih začela to povezovanje in preko desetletij danes velja za najbolj povezano somestje v Evropi. Obe mesti skupaj, ki danes veljata za eno mesto, imata skupno imeno, ki je priznano v obeh državah, imata skupen logotip in tako naprej. Ne gre za veliko mesto, govorimo o dobrih 20.000 prebivalcih, ampak vendarle, recimo, če se je to začelo s skupnim bazenom, recimo danes govorimo seveda o skupni šoli, o izgradnji skupne bolnišnice, ki je sicer malo širše posega, ne samo v to mesto in tako naprej. Torej, navzven za opazovalca velja to kot najbolj povezano čezmejno somestje v Evropi. Je pa zanimivo, ker zanimivo pa še tudi tukaj, ker čeprav seveda vemo, da živi na Finskem švedska manjšina,
to območje ni izrazito manjšinsko območje. Torej, je sicer res, da dobršen del ljudi na obeh straneh meje govori oba jezika, ampak drugi jezik kot tuj jezik. Torej, ne govorimo pa neki intenzivni manjšinski poselitvi. No, pa kot rečeno, seveda to je nek pogled navzven. Je pa zanimivo, ker marsikakšna taka iniciativa je recimo podobna, kot se je v zadnjih letih pojavila tudi na območju obeh Goric. Torej, Gorice, tisočletno mesto, ki je po prvi svetovni vojni pripadlo seveda Italiji in se je tudi po drugi svetovni vojni tam ostalo, je pa meja tekla tik ob mestu in zato je takratna Jugoslavija se odločila za izgradnjo novega mesta tik ob meji kot nekako nadomestilo za izgubljeno Gorico. No zdaj, če pogledamo malo nazaj, koliko je bila na tem območju meja odprta, lahko opazimo neke seveda možnosti različnih interpretacij. Po eni strani je to takratna, ta jugoslovansko-italijanska meja veljala za najbolj odprto mejo v Evropi. Torej, celo bolj kot recimo med nekimi zahodnimi demokracijami so ti malo obmejni sporazumi omogočali redno prehajanje, ljudje so hodili redno čez mejo, uvažali in tako naprej, ampak po drugi strani je pa zanimivo, da še leta 1989 so bili tukaj zadnji prebežniki ustreljeni. Sicer ne gre za Jugoslovane, ampak prebežnike iz takratne Češko-Slovaške, ki so preko tega območja poskušali prebežati na zahod. Recimo ti obmejni stražarji so recimo še leta 1989 so zabeležene zadnje smrtne žrtve na tem območju. Torej vidimo recimo lahko zelo velike nekako razlike, kakšen nivo pravic so različni skupine ljudi, tako rečem, uživali. No, meja je bila odprta, seveda za leti je to postajalo še vedno bolj nekako samoumevno, ampak recimo, kje smo pa danes? Lahko rečemo, da čezmejnega prehajanja še nikoli ni bilo toliko kot danes, ampak hkrati pa tako kot domačin bi tudi rekel, da se mi zdi, da se krepi nezadovoljstvo. Torej, da ni to privedlo do nekega vedno bolj splošne sprejetosti, ampak da je to nekako samoumevno prehajanje tudi vedno bolj problem. Recimo, to so ene take stvari, ki so lahko zelo banalne, ampak zelo resne, ampak recimo, ko pride nekdo Italijan v Slovenijo, se Slovenci zelo radi jezimo, ker preveč počasi vozijo Italijani. Ko gremo Slovenci v Italijo, se Italijani zelo radi jezijo, da Slovenci preveč hitro vozimo in s tem ogrožamo varnost. In pri prometu pa vemo, kako je. Tako kot vozim jaz, je edino pravilna hitrost. Vsak, kdo je počasnejši, je prepočasen, kdo je hitrejši, je preveč hiter. Zdaj, to so neke stvari, ki so lahko majhne zgodbe, ampak hkrati tudi neke, recimo, frustracije, ki trajajo skozi več časa. Ampak seveda so pa tukaj potem tudi ene, lahko rečemo, bolj strateška vprašanja, ki lahko ostanejo zgolj na medosebnem nivoju, lahko pa seveda potem, bolj kot postaja stvar formalizirana, bolj nekako tukaj postajajo neke dileme, kako do tega postopati. Recimo, ena stvar, ki je tukaj brez dvoma vedno odprto vprašanje, je vprašanje jezikov. Torej, jezikovnega koda, v katerem naj se ti čezmejni stiki sporazumevajo. In seveda tukaj za Slovence velja, da kot majhen narod so vedno bili vešči drugih jezikov in naj bo to italijanščina ali pa nemščina, jih dobršen del ta jezik govori. Medtem ko govorimo o večjih narodih, seveda nekako ni tako samoumevno, da bi slovenščina bila del in seveda zato je jasno, da recimo, ko gre nekdo iz Slovenije po nakupih recimo v Italijo, bo seveda tam govoril v italijanščini, ko pride nekdo iz Italije v restauracijo v Slovenijo, bo seveda tam natakar z njim govoril italijansko. Ampak to so seveda potem neki manjši zgodbe, ki so vprašanje lahko predvsem tega, recimo, kdo se je pripravljen prilagoditi, kdo ima večji interes, vprašanje zgodovine, tradicije in tako naprej. Lahko pa to dobi tudi ene take potem bolj formalne vidike. Naprimer, leta 2015 je dežela Furlanijska krajina objavila, da namerava v Gorici, torej na italijanski strani meje, zapreti porodnišnico, ker je premalo porodov in dejansko ne samo, da se porodnišnica finančno ne izplača, ampak tudi naj bi porodničarji in babice imeli težave biti primerno usposobljeni za porode, ker seveda imajo premalo porodov. In kot alternativa je bilo bodisi Trst, Tržič ali Videm, ki pa so recimo približno skoraj da 1 uro vožnje. Hkrati pa recimo je 2 minuti, dobesedno 2 minuti od meje, od Gorice, bolnišnica
Šempeter pri Gorici, torej na slovenski strani meje, kjer seveda deluje porodnišnica. In takrat dejansko so se začeli zelo intenzivni pogovori, če bi torej lahko nosečnice iz Gorice hodile rojevati preko meje v Slovenijo. No, iz te pobude na to kasneje nič ni bilo. Zataknila pa se pri eni stvari. Namreč, kaj bo tem novorojenčkem pisalo v rojstnem listu kot država rojstva. Torej, seveda Slovenija je vztrajala pri Sloveniji, Italija je rekla, mora biti Italija, in potem je Italija kot predlog predlagala, da bo napisano Šempeter pri Gorici, torej slovensko mesto, Vejca Italija, kar je seveda bilo za Slovenijo nesprejemljivo, in potem je takrat to bil nekako formalna zapreka, mimo katere se ni šlo. Ampak, seveda, to vprašanje ima številne druga vprašanja. Recimo tukaj tisti vprašanje, ki se ga običajno postavi kot prvo, torej sistem financiranja, seveda ne obstaja, treba ga je vzpostaviti, ampak verjetno bi bil sistem financiranja še najlažji. Vprašanje pa recimo je potem recimo uporabe jezika, recimo v taki porodnišnici. Torej, recimo ali je potem se lahko od porodnic v Gorici pričakuje, da bodo seveda z osebjem v bolnišnici govorili v slovenskem jeziku, čeprav ga seveda velika večina prebivalstva ne obvlada. Po drugi strani, ali se lahko od porodničarjev, zdravnikov, medicinskih sester v Sloveniji kot pogoj za zaposlitev zahteva znanje italijanščine, čeprav seveda to ni območje avtohtone italijanske poselitve in torej to ni dvojezično območje. In to so recimo številna vprašanja, za katere predvsem zanimivo, da se jih takrat sploh ni odpiralo. Torej o tem nihče ni razmišljal, da ne potem seveda govorimo o številnih pravnih vprašanjih, recimo raznih standardih in tako naprej. No, ena taka stvar, ki pa je iz začetka letošnjega leta, iz lanskega leta in tudi recimo odpira pomembna vprašanja, je, da sta nekako se župana obeh mest oziroma njuni administratorji dogovorili, da naj bi obe mesti skupaj pripravili eno aplikacijo, do nje sicer še ni prišlo, kjer bi ponujali za mlade družine stanovanja na obeh straneh meje. Torej, da bi tako mlade družine iz Gorice se naseljevale v Novi Gorici, kot mlade družine, ki rešujejo v Novi Gorici, stanovanjski problem naseljevale v Gorici. Kar je seveda po svoje tudi zelo zanimiva ideja, ampak hkrati se pa tudi recimo pojavi spet vprašanje jezika. Recimo, seveda, če nekdo recimo se preseli iz enega strani meje na drugo stran in potem recimo vsak dan otroke vozi preko meje v šolo, hodi on v službo preko meje, ima zdravnika preko meje, potem seveda on tam ne živi dejansko, on hodi tja spat. Če pa recimo nekdo, in tukaj je bil pri Italijanih večji izziv kot pri Slovencih, zaradi prej navedenih razlogov, recimo, če pa nekdo se odloči upisati recimo, da se preseli v Slovenijo, upisati otroka v šolo, zdravnika imeti v Sloveniji, kateri jezik pa potem pride tukaj v poštevu. In seveda spet govorimo, to ni dvojezično območje. Recimo lahko je nek starš zelo odprt, reče, jaz bom dal otroka v slovensko šolo, sem zelo navdušen o tem, da se otrok nauči slovensko, ampak verjetno on tega jezika ne pozna. Torej, kaj pa govorilne ure, kaj pa sestanki na šoli in tako naprej. In to je recimo spet en tak zanimiv vidik, ker spet vrglo se ven idejo, navdušeno se jo sprejelo, potem sicer iz nje nič ni bilo, ampak na začetku se pa ni o tem nič debatiralo. In potem se človek vpraša, a se o tem ni razmišljalo in je potem prišlo sploh na vidik, ali nekako se mogoče o tem že razmišlja, ampak se je zdelo, da odpreti tematiko je že tako zelo blagodejno, da potem se jo da, pa se potem iz tega itek nič ne bo. No, ampak da ne bom preveč dolg, mogoče zaključim se z eno tako bolj simpatično zgodbo. Torej, kot številni med vami že veste, je bila Nova Gorica za leto 2025 izbrana za Evropsko prestolnico kulture. To je seveda za neko mesto po eni strani velika čast, po drugi strani tudi zelo velika nekako priložnost, kajti vemo ne samo, da preko tega pride kar nekaj denarja iz Evrope, kar nekaj denarja iz prestolnice, ampak seveda to potem tudi ustvarja neke sinergije in tako naprej in seveda lahko potem tudi kolumnira še v letih naprej. Ampak zanimiva stvar je tukaj, da se načeloma vedno kot Evropsko prestolnico kulture oglašuje somestje Nova Gorica, Gorica.
to je pravno nemogoče. Torej, vedno je eno mesto tisto, ki dobi status Evropske prestolnice kulture in v tem primeru je to Nova Gorica, ki pa seveda v svoji prijavi je navedla to svoje obmejni status in sodelovanje z Gorico kot veliko prednost in verjetno brez tega tudi tega statusa ne bi dobila. Ampak sedaj, kar nekaj časa kasneje, so še vedno problemi tako pri sestavi primernih odborov na obeh straneh meje, kot dogovorjenja financiranja in razdelitev sredstev, kot recimo, da zaključim na en tak malo bolj zabaven način, kulturnih razlik. Tako da, recimo, ko je bilo ob začetku tega nekih prvih par tiskovnih konferenc, je bilo tako, da v Sloveniji so tiskovne konference običajno ob 9 zjutraj in trajajo 10 minut, v Italiji so običajno tiskovne konference najavljene opoldne, začnejo pol ure kasneje in trajajo vsaj 2 uri. In kar parkrat so se italijanske televizijske in radijske ekipe jezile, ker so bile v Novi Gorici tiskovne konference ob 9, ko so oni ob pol 10 prišli, tam nikogar več ni bilo. Tako da, seveda, vedno na takih predstavitvah seveda je čas omejen, tako da bom tudi jaz se omejil. Dalo bi se seveda iti veliko bolj v globine. Jaz sem se danes nekako seveda predvsem za časovnih omejitev odločil, predvsem za eno tako posplošitev. Marsikaj, če bi šel v detajle, bi se dalo malo bolj natančno in točno povedati, ampak recimo kot ena taka slika, recimo kako zgleda nek izzivi sodelovanja skozi čas, ne tako zelo daleč od Celovca in Koroške. Hvala lepa.